Ali veste, kako se po kitajsko reče ljubezen? Zelo preprosto, reče se aj. In zakaj vas to sprašujem? Ne kar tako. Za vas imamo tokrat namreč pripravljen zelo zanimiv avto. Tole je iWays. I is on the way. Ljubezen je na poti. iWays U5, prvi model mlade kitajske znamke, ki ima eno najlepših imen na trgu. Poglejmo si ga. iWays je ustanovil Fu Qian, nekdanji kitajski šef Volva, s svojim kolegom Gu Fengom. In to se je zgodilo šele leta 2017 v Šanghaju. No, morda v Evropi nismo navajeni tako naglega razvoja in dogajanja, ampak Kitajci so mojstri proizvodnje. No in to v zadnjem obdobju izdatno podpirajo še z enormnimi zalogami kapitala in vse močnejšim lastnim razvojem. No in tako se je že leta 2019 rodil prvi model te znamke, ki je leta 2020 pripeljal tudi v Evropo. Gre za sodobnega električnega SUV-ja, ne gre za nizkocenovnika. Pri nas je ta avto, ko odštejete ekosubvencijo, na voljo za približno 40 tisoč evrov. No, je pa treba dodati, da je ta avto v Sloveniji na voljo le s tistimi najvišjimi nivoji opreme. Na Kitajskem ga lahko seveda bolj oskubljenega dobite recimo za pol manj denarja. To je nekako SUV modernega videza. No, po našem mnenju ne gre za kakšen hud oblikovalski presežek, ampak verjemite, da vas bodo med vožnjo občudovali številni začudeni pogledi. No, ti so seveda plod nepoznavanja modela, ampak ta avto je v resnici še bolj kot na zunaj zanimiv v notranjosti. Najprej boste opazili zelo zanimiv volanski obroč, ki je nekoliko nenavadne, takšne bolj oglate oblike in pa množico zaslonov. Če smo natančni, imamo tukaj kar 5 posamičnih zaslonov. Najprej so tu 3 zasloni pred voznikom. Osrednji nam prikazuje osnovne informacije za vožnjo, potem pa imamo tu še 2 manjša. Desni prikazuje podatke z radia ali ostale multimedije, levi pa je potovalni računalnik. Zelo zanimivo je, da lahko za razliko od ostalih električnih vozil tukaj spremljamo tudi vrtljaje elektromotorja ali pa podatke o napetostih. Sam osrednji zaslon ni tako zelo poseben. Je zelo preprost za uporabo, ponuja tiste najbolj osnovne in najpomembnejše funkcije in v resnici je tudi malo premalo odziven. No, pogrešali boste tudi navigacijski sistem in to še posebej zato, ker je povezava s sistemom Android Auto, ki ga uporabljam sam, v resnici kar dosti zapletena. V resnici gre za preslikavo mobilnega telefona na osrednji zaslon, a ta deluje le tedaj, ko namestite posebno aplikacijo, nato pa morate spremeniti še nekaj nastavitev v svojem telefonu. No, upamo, da bodo odgovorni s posodobitvami programske opreme vse skupaj naredili manj zapleteno. Sam bi se zadovoljil tudi z vodenjem neposredno z mobilnega telefona. Ampak poglejte, edino mesto v tem avtomobilu, kamor lahko pospravimo mobilni telefon, se nahaja tukaj pod 5. zaslonom, na katerem upravljamo klimatsko napravo. No, tole mesto je seveda neprimerno za pogledovanje navzdol, je pa tale rešitev, ko telefon takole skrijemo, zelo zanimiva in lična. No in tale zaslon za upravljanje klimatske naprave za nameček kot v kakšnih vozilih višjega cenovnega razreda ponuja tudi haptično povratno informacijo ob dotiku. Sicer pa so materiali in pa kakovost izdelave tukaj v notranjosti na povsem solidnem nivoju. No, je pa zanimivo, da je predal pred sovoznikom opcijski. No in ta avto ga nima. Tukaj imamo le nekakšna 2 majhna obešalnika, na katera lahko recimo pritrdimo kakšno nakupovalno vrečko. Področje, kjer iWays U5 zares blesti, pa je prostornost. In ta se najbolj izkaže ravno na zadnji klopi. Ne le, da tu izredno, neverjetno udobno sedimo, poglejte, koliko prostora ostane za noge in glavo, tukaj se lahko celo malce sprehodimo. Prostornost je zares fascinantna in upamo si trditi, da je lahko tole v tem segmentu celo novo merilo. Prtljažnik ima 432 litrov prostornine, ampak nas je bolj kot s to številko, ki je povprečna, navdušil svojo globino. Ko odstranimo zgornji pokrov, imamo spodaj priročne predalčke, v katere lahko pospravimo kakšne drobnarije.
Potem pa imamo tukaj še nekaj dodatnega prostora po globini. No in seveda, ker gre za električni avto, se ponudi tudi opcija prednjega prtljažnika. No in pri iWaysu so se zanj odločili. Takole izgleda, je sicer plitek, ampak vanj lahko vseeno pospravimo vsaj oba polnilna kabla. Kaj pa iWays U5 kot električno vozilo? Na voljo imamo baterijo s 63 kWh in elektromotor z močjo 150 kW, ki poganja izključno prednji kolesni par. Kot smo tega pri električnih vozilih že navajeni, je tudi U5 zelo hiter v ravni liniji in vozniško povprečen v zavojih. No, kakšne hude dinamike pri tem avtomobilu seveda niti ne gre iskati, ker gre vendarle za električni družinski SUV. Je pa po drugi strani ta avto zelo udoben in zato mu zelo pristoji umerjena avtocestna ali pa mestna vožnja. Z enim polnjenjem smo na našem testu pri mešani vožnji dosegali okoli 300 km in to pri povprečni porabi dobrih 20 kWh na 100 km. No, v mestu bo šlo seveda z nekoliko nižjo porabo še malce dlje, težava pa je seveda ponovno avtocestna vožnja, kjer se že pri vožnji po omejitvah baterija izredno hitro izprazni. No, ampak to je seveda hiba vseh električnih avtomobilov. Področje, kjer kitajske inženirje čaka še nekaj dela, pa so asistenčni sistemi. Zatakne se predvsem pri delovanju sistema iDrive, ki združuje aktivni tempomat in pa sistem za zadrževanje vozila na voznem pasu. Pri avtocestni vožnji sistem že v vsakem najbolj blagem zavoju zmanjšuje hitrost in takole včasih se zgodi, da sistem povsem po nepotrebnem hitrost iz 130 km/h zmanjša celo pod 100 km/h. In upamo, da se ne bojite kamer, kajti na tem vozilu jih boste našli kar precej. Najprej imamo na voljo tiste zunanje, ki omogočajo zelo priročen in pregleden pogled okoli vozila. No, za nameček pa imamo dve, tudi v notranjosti. Z njihovo pomočjo vozilo spremlja vašo zbranost. Kameri zaznavata zehanje, hinkanje, uporabo mobilnega telefona, kajenje. In na to početje vas vse skozi opozarja glas razuma, ki prihaja iz osrednjega sistema. No, po našem mnenju so tovrstni varnostni sistemi dobrodošli. No, pa vendar, če vam gre takšna oblika nadzora na živce, naj vas pomirimo, da lahko tale opozorila zelo preprosto izklopite. Nekako naša dolžnost je, da smo vam poskušali primerno predstaviti to zelo zanimivo in v resnici tudi dobrodošlo novost na slovenskih cestah. No in naša dolžnost je tudi, da vam povemo, da nas je ta avto v številnih pogledih zelo presenetil in celo presegel naša pričakovanja. No in naša dolžnost je tudi, da vam povemo, da je ta avto zelo napreden za kitajski trg, medtem pa smo evropski kupci izjemno zahtevni. No in ta avto, kljub temu, da je ekspertiza kitajskega razvojnega oddelka zelo dobro vidna, še vedno nima vseh 5 varnostnih zvezdic. 3 zvezdice na testu Euro NCAP so posledica predvsem slabšega rezultata pri zaščiti pešcev in pa pri asistenčnih sistemih. Zavedati se je potrebno, da je kitajski trg resnično ogromen in v resnici iWays za svoje preživetje evropskega trga niti ne potrebuje. Nekako dobra volja vseh vpletenih je, da lahko ta avto odslej kupite tudi pri nas in sami smo mnenja, da v resnici ta avtomobil že sedaj predstavlja zelo spodobno alternativo uveljavljenim svetovnim proizvajalcem.